V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus. Torej, predragi verniki, danes na 15. nedeljo po Binkoštih prevladuje tale misel nekako, da Jezus je naše življenje. Mi nimamo sami od sebe življenja, po Jezusu imamo življenje. Ne, seveda, kot nam lepo pravi v začetku svojega evangelija, kar beremo, premišljujemo na koncu vsake svete maše, skoraj vsake, no, redko katera da ni. Torej, vse je ustvarjeno po njem, torej po Logosu, po Jezusu, kar je ustvarjenega. Ne? Tako bi nekako dobesedno prevedli, ne? Tisto, kar je napisano. Ne? Se pravi, ne samo, da je nastalo, ampak da je bilo ustvarjeno. Ne? Pač tisto nastalo je bolj enostavno povedano, da vse je ustvarjeno po Jezusu, kar je ustvarjenega. Torej, vse, kar je v nas dobrega, je seveda sad njegove milosti. Ni to naša zasluga, karkoli bi to bilo. Ne? Torej je treba, kot nam pravi glavna mašna prošnja kolekta, o kateri smo malo bolj podrobno govorili zadnje čase, trdno ustrajati v dobrem. Ne? Trdno ustrajati v dobrem. Seveda to pomeni naš trud in Božja milost zraven. Ne? Po njegovi milosti, nam pravi sveti Pavel v Berilu, moramo živeti po duhu. Ne? Sami po sebi ne bi mogli, ne? So ta dela mesa, o katerih smo premišljevali, ampak po njegovi milosti moramo živeti po duhu. Po njegovi milosti, seveda, kot nam sporoča evangelij, ustanemo iz greha, ne? Ker to je seveda podoba človeka, ki ustane iz greha. Ne? Ko premišljujemo vse te stvari, vse te ozdravitve in obuditve in te stvari, ne? Ene stvari so prav čudeži in čudeži, ne? Sploh pri svetem Janezu, tudi v izvirniku je rečeno znamenje, ne? Če beremo v latinščini, kot se bere, potem je rečeno sinium, ne? Se pravi znamenje. Kaj to pomeni? Ne, da ni čudež, seveda je, ampak čudež vedno kaže še naprej. Ni sam po sebi cilj, ampak kaže naprej na tistega, ki seveda more delati čudeže, torej Bog. Z tega sledi Kristus, Jezus Kristus je Bog. Edino le Bog more delati take stvari, sploh to, da mrtve obuja k življenju. Sveda, to, kar poslušamo, marsikdo bi rekel, da danes ni prav tako. Ne? Eni so rekli, ko so to komentirali, to je bila navidezna smrt. Ne? Eni so rekli, da je to neka prispodoba in tako dalje, ne? Vse take stvari, da ne bi pokazali na resničnost tega velikega čudeža, ki se je zgodil. Ampak čemu bi se potem takem tako razsrdili Judje, da bi sklenili Jezusa umoriti, če pa ne bi resnično obudil recimo Lazarja. Ne? Tam so dokončno sklenili, da tega pa ne morejo dopuščati in da ga je treba umoriti. Vidite, 3-krat je ta obuditev od mrtvih. Torej tukaj imamo res ustajenje, ne? Številka 3, 3. dan, ne? Vidite, ta zadeva. Torej nam pravi obhajilni spev, da ko se hranimo nekako, mislim, malo parafraziramo ta obhajilni spev, ko se hranimo z njegovim mesom, hranimo seveda v nas njegovo, torej Kristusovo življenje, torej Božjo milost. Ne? Seveda to pomeni, da se hrani s Kristusovim mesom, je treba biti ustrezno zunanje in notranje pripravljeni. Ne? Če ne moremo, ne? Če ne vemo, da gojimo, hranimo v nas smrt. Ne moramo hraniti Božje življenje, posvečujočo milost. Ne? Tako da brez Jezusa v smrti živimo, ne? Smo v smrti nekako, zlasti v tej duhovni smrti. Ne? To je tista, ki je najbolj nevarna, ne? Ker potem bi lahko tudi,
kot nas lepo opozarja v svoji sončni pesmi, kot so jo označili sveti Frančišek Asiški, je velika nevarnost potem, da bi nas druga smrt doletela, torej da bi bilo pogubljenje tukaj. Zdaj vidite, pri sončni pesmi so spet rekli, to so kasneje dodali, sveti Frančišek gotovo ni tako rekel. On je rekel samo, da slavi Boga v sestri smrti, ki nihče ne more uiti in tako dalje, ampak da tistega ni rekel, da gorje tistemu, ki umre v smrtnih grehih, da tega ni rekel, in seveda na koncu blagor pa tistemu, ki umre v milosti Božji, kajti druga smrt mu nič ne bo mogla. Pa na približno sem rekel, zdaj prav citat in tako je v tisti stari italijanščini in tako naprej tudi, če bi hoteli, ampak tako je rečeno, ta zaključek sončne pesmi, ki so seveda rekli, ne, to je kasnejši dodatek, to je kot pri malci v šoli, je bil kasnejši dodatek, ker ni bilo zadosti unga. Tako je zanimivo, kako so pravzaprav ponemčili, zdaj modernisti ali pa tako ta evangelij, ker prej je bilo povsod mesto najm, zdaj pa najn, se pravi, tako imamo te zadeve. Malo tako zanimivosti, da se malo lahko nasmehnemo, ampak seveda to so resne stvari, ker zadevajo naše duhovno življenje, mislim, naše življenje, ker mora biti življenje v polnosti in ni življenje, da ne bi bilo duhovno življenje. Samo zdaj odvisno, kateremu duhu strežemo. Tako da to so te zadeve. Sveti Pavel opisuje, da je to življenje po duhu čudovito življenje. Pravi, se pravi, ko dobro delamo, ne omagujmo, ob svojem času bomo želi, če ne opešamo in vse druge stvari tudi. Se pravi, se take stvari, se pravi, bomo dobili ob svojem času tisto nagrado, ki nam gre. Ampak vemo, da tudi že v tem času bomo marsikaj dobili. Tudi sveti papež Pij X v svojem katekizmu med drugim naslednjo nedeljo se obhaja spomin njegovega goda, ki bo v torek seveda, tudi pri nedeljskih svetih mašah. Nam pravi seveda, da če bomo živeli tako, kot je treba, torej, da bomo Boga spoznavali, mu služili in ga ljubili, potem, da bomo srečni že v tem življenju, seveda, kolikor je mogoče, še posebej pa v onem življenju v nebesih, tako pravi v svojem katekizmu. Se pravi, te stvari. Torej, ne bodimo željni prazne časti, da bi drug drugega izzivali, drug drugega zavidali in tako naprej. Te stvari ne smemo iskati te prazne slave, teh praznih časti in tako naprej. Torej ta ponižnost, ki nam je predstavljena kot temelj bratskega življenja, če želimo biti dobri, dobro živeti s svojimi brati, tudi, kot smo rekli večkrat, sveti Katarini je Jezus rekel, da ker ni sposobna še zastonjske ljubezni do njega, je dal i bližnje na tem svetu, da bi se naučila zastonjske ljubezni do svojega Gospoda Jezusa Kristusa, ki vemo, da ga je imela praktično vedno ob sebi in tudi, ko je v koru molila, ga je imela zraven. Tako da, kot smo rekli, je bilo večkrat potem, ostali so molili normalno, slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, ona pa slava Očetu, tebi in Svetemu Duhu. To je lepo poudariti. Spravi, tisti, ki to goji, to ponižnost in te zadeve,
je dober tudi v tem bratskem življenju, kdor pa je seveda napuhnen, poln samega sebe, goji v sebi to seme, pravzaprav sovraštva, sebe ima najraje na tem svetu. Dosti krat tudi v drugo stran gre ta zadeva, ne? Kje ne reče, kako sem jaz bolan, kako sem jaz bogi, kako me vsi sovražijo, vse te zadeve, ne? Vidite, tudi tukaj sem jaz poln samega sebe, ker jaz sem v središču, ne? Tudi tukaj. Nisem torej sposoben svojega križa združevati s Kristusovim križem in torej to vse, tudi če doživljam res hude stvari in tako dalje, mi ne mora biti zveličanje, zato ker ne nosim svojega križa s Kristusovim križem, ne združujem, ne trpim tistega, kar primanjkuje Kristusovemu trpljenju. Kar to pomeni, cerkev tudi, kot skrivnostno Kristusovo telo, mora tudi svoje dotrpeti. Kristus svoj delež je dotrpel, ampak tudi mi kot cerkev moramo tudi vsak svoje dotrpeti. To je tisto, kar še manjka. Tako da to. Torej sebe imam najraje, se postavljam na druge tudi, v enem in drugem smislu, plus in minus. Lahko se tudi hvalim z neko lažno ponižnostjo, z nekimi takimi zadevami. Tudi to je ena nevarnost. Potem pogosto so taki ljudje tudi, upamo, da nismo med njimi, provokatorji, pa nevoščljivci, pa ljubosumneži, pa tako naprej, se povzdigujejo na druge, nekako prezirajo druge, celo sovražijo morda, odbijajo take ljudi, nočem imeti nič s takimi, to niso na moji ravni in tako naprej. To je vse, lahko pride do vsega tega. Torej, naj ne bo, nam pravi sveti Pavel, tega v nas in med nami in tako naprej. Se pravi, drugot itak, kot smo že opomnili večkrat, tisti, ki misli, da je visoko, naj pade, da ne bo, naj pazi, da ne pade. Se pravi, pride ta padec v prepad in je kot hiša zidana na pesku, njena podrtija je bila velika, torej kdor visoko leta, nizko pade, kot pravi ta slovenski pregovor. Sicer, kot sem že kdaj rekel, je en sošolc v paralelki napisal, ker smo morali nekaj predelati te pregovore in tako, da kdor se nizko plaze, še niže zarije, verjetno se še spomnite to, kar sem vam pravil. Torej, kdor hoče visoko preplezati v tem duhovnem življenju, kar ni nič narobe, da si to želimo priti visoko v duhovnem življenju, ampak paziti, da ne bi bili pravzaprav nizkotni v tem smislu, da smo v nekih prezirljivih kritikah za tiste ljudi, za katere mislimo, da še niso tako daleč, kot smo mi prišli v krščanskem življenju, v duhovnem življenju, na vem kateri stvari. Mi smo hitro se nekam povzdignemo in si mislimo, kako sem jaz dober, kako mi je zdaj ta stvar uspela. Ampak bi morali večkrat tisto reči, najprej, ko nam nekaj uspe, biti Bogu seveda hvaležni in potem tudi malo pogledati, ali smo naredili tudi vse svoje dolžnosti in tako naprej, kajti nevredni služabniki smo, naredili smo, kar smo bili dolžni, tudi to moramo vedeti. Po drugi strani, vse je to Božja milost, kot je sveta Klara tudi večkrat to pomenila, ni to nič našega, kot smo že na začetku tudi rekli. Torej, paziti na se, da ne bomo tudi mi, da ne boš tudi ti, kot pravi sveti Pavel, padel v skušnjavo. Se pravi, ne se naveličati delati dobro. Če ne bomo se naveličali, kot smo poslušali, potem ob svojem času bomo dobro želi, bo dobra žetev in tako naprej.
Spravi, so neke težave v tem duhovnem življenju, ampak kljub vsemu mi ne smemo nehati tukaj vztrajati na tej poti, je treba priti čez te ovire. Bog nam ne pravi, ti moraš uspeti danes, jutri in tako dalje, ampak ti se moraš vsak dan znova truditi in truditi in truditi, da bi nekaj dosegel, tudi če ne vidiš takoj teh rezultatov in tako. Ne, saj vemo, pravzaprav mi moramo sejati, potem drugi bojo želi, ponavadi je Bog tisti, ki žanje, ne. Konec koncev. Nas morajo zanimati ti rezultati v tem smislu, da smo nekako prepričani, da neki rezultati bojo, tudi če ne vemo kdaj, ne, ampak tisto imeti v sebi vero in upanje, da bodo neki rezultati, ne. Tudi rečemo, ja, dobro, saj nas ni toliko v teh tradicionalnih kapelah in tako naprej, ali pa kakšni tudi grejo stran, ali pa ni rast taka, kot mi mislimo, da bo tako hitro to raslo, ampak vendarle ob svojem času, torej kadar bo Bog hotel in na način, na katerega bo on hotel oziroma bo všeč, tako bodo tudi sadovi, rezultati in tako naprej, ampak mi moramo vztrajati, kot nam pravi Pavel, tam ko piše Timoteju, prilično ali neprilično, ne, se pravi v sreči in nesreči, ne bomo rekli, ne, pridejo take in drugačne okoliščine. Tako da vse te zadeve, ki so, lahko bi rekli še mnogo teh stvari, ampak naj bo to dovolj, ker smo lepo s tem Pavlom neke stvari premislili in lahko seveda še sami čez teden premišljujemo, ker to je nekaj zelo dobrega, da ta branja, torej berilo evangelij zlasti, ima tudi te speve in molitve, da premišljujemo in bomo tudi na tak način pripomogli k poglobitvi, k duhovni rasti in tako naprej. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.